Jaz otvoril, no, zdravo vsi, ki ste prišli poslušati. Hvala. Zdaj, če mogoče začnem na začetku, gre za projekt raziskovanja spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru. Lansko leto smo se v okviru predmeta Spol in telo s kolegicami odločili, da bomo izvedeli raziskavo oziroma da bomo izvedeli anketo o spolnem nadlegovanju v akademskem prostoru. Raziskava je bila narejena na osnovi predhodne. S temo so se v bistvu pred nami ukvarjali že kolegice. Podobno raziskavo so izvedle leta 2020, se pravi pred 4 leti, oziroma zdaj v bistvu 5, z namenom raziskovanja razširjenosti in tudi samega razumevanja spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru, natančneje na filozofski fakulteti. Zdaj mogoče par disclaimerjev prej. Raziskava ni reprezentativna. Imeli smo numer vsebih 209, kar nažalost ne zadostuje neki reprezentativnosti, vsaj za našo fakulteto. Spolna struktura je bila bolj ali manj podobna oziroma reprezentativna, se pravi več oseb, ki se identificirajo z ženskim spolom, precej manj oseb, ki se identificirajo z moškim spolom. Tako da tukaj v tem oziru je mogoče stvar reprezentativna, potem pa je treba opozoriti še na to, da v bistvu podatki prihajajo večinoma, slaba polovica vseh anketirancev prihaja iz dveh oddelkov. Se pravi iz oddelka za pedagogiko in andragogiko in iz oddelka za sociologijo. Ampak k temu se še vrnemo potem, ko bomo govorili o interpretaciji rezultatov. Potem je treba tudi opozoriti na to, da smo v ankete vnesli določene prilagoditve. Se pravi, nekoliko smo spremenili to prvotno anketo, ki je bila zasnovana leta 2020. Dodali smo nekaj vprašanj, skušali smo stvar poenostaviti, ker je anketa relativno dolga. Mislim, da na neki točki smo imeli anketo, ki je trajala pol ure, potem smo s velikimi napori skrčali na 15 minut. Ampak smo v tem procesu tudi, zdaj ko gledam za nazaj, mogoče naredili par takih napak in mogoče zabrisali kakšne rezultate, ki bi bili bolj jasni, če bi se držali ali prvotne oblike ali pa vsaj kakšne vprašanja, ki smo bili dali v izpusti. Potem mogoče še v nadaljevanju. In pa treba je opozoriti, da ko smo študentke spraševali o tem, a se strinjajo, a gre po posameznih trditvah za spolno nadlegovanje, smo nam nizali 15 trditev in en tak zelo validen argument oziroma nek zelo validen pomislek je bil, da s tem, ko navedemo, nanizamo teh 15 trditev, prihaja do neke relativizacije. Ker navedeni so v bistvu navedena so dejanja, ki niso, ena so bolj eksplicitna, druga so manj eksplicitna in ko smo potem interpretirali podatke, seveda, zdaj, če malo trdo rečem, smo dali vse v isti koš, ampak skratka, mogoče čekamo kar k rezultatu. Zdaj, mi smo spraševali o študentke potem naprej po strinjanju, ampak strinjanju se bomo vrnili kasneje, mogoče naprej k tem malo bolj udarnim številkam naprej. Spraševali smo o 15 trditvah, naprej po strinjanju, a gre za spolno nadlegovanje ali ne, potem v drugi vrsti pa, a so imele osebe s tem izkušnjo in kako pogosto. Potem smo pa na koncu za analizo, oziroma za nek lažji prikaz, vse, ki so imeli izkušnjo z vsaj eno od oblik spolnega nadlegovanja, označili kot tiste, kjer je prisotna neposredna izkušnja s spolnim nadlegovanjem, vse tiste, ki pa so označili pri pogostosti nikoli, vrčamo to kategorijo odsotnosti neposredne izkušnje. Zdaj, če pogledamo mogoče ta super toliko prikaz, so podatki kar zastrašujoči.
Zdaj, z vsaj eno obliko spolnega nadlegovanja je imelo stik kar 60%, kar je v primerjavi s predhodno raziskavo 20% točk več. In zato tudi je temu primerem je bil prejšnji disclaimer, da je tukaj nabor teh trditev kar širok. S tem se mogoče relativizira neke malo bolj eksplicitne izjave, ki mogoče že mejijo na spolno nasilje, ne samo nadlegovanje. Ampak še vseeno, podatki niso spodbudni. Zdaj, težko rečemo, da kažejo neko najbolj realno sliko, kako je s spolnim nadlegovanjem na filozofski fakulteti oziroma v akademskem prostoru filozofske fakultete, ampak še vseeno so zaskrbljujoče. Še vseeno je spolnega nadlegovanja preveč. Hkrati pa mogoče te podatke še malo izkrivlja to, da prihajajo odgovori večinoma iz dveh oddelkov. Se pravi, oddelka za pedagogiko in andragogiko, oddelka za sociologijo, kjer pa se izkaže, da na drugi stopni, se pravi, stopni magistrskega študija, te vsebine bolj ali manj tudi obravnavamo. In ko smo se spraševali, kako interpretirati te podatke, smo imeli kar zagate. Po eni strani smo si rekli, te rezultati so takšni zaradi tega, ker je bilo v preteklih letih storjeno toliko nekih kampanj za ozaveščanje, ker se o tem več govori, ker so prisprejeti novi pravilniki, se pravi, se je zgodila neka senzibilizacija. Po drugi strani pa, ko pridemo do rezultatov prepoznavanja, se pravi, strinjanja, ali gre za posamezno trditev, ali gre pri posamezni trditvi za spolno nadlegovanje, tukaj pa potem mogoče ta interpretacija sensibilizacije malo vzdrži zaradi tega, ker se v bistvu razumevanje spolnega nadlegovanja v zadnjih 4 letih ni bistveno spremenilo. Se pravi, trditve, ki smo jih nanizali, tukaj zdaj samo prvih 5, pridemo še na ostalih 10, se pravi, kaže na to, da če je že bila neka sensibilizacija, ni čist nujno vidna na ravni prepoznavanja spolnega nadlegovanja oziroma prepoznavanja dejanj kot spolno nadlegovanje in pa seveda s obzirom tem, da se tem temam na določenih študijskih programih več tudi posvečamo. Zdaj neke statistično pomembne razlike v strinjanju glede tega, gre pri določenih trditvah za spolno nadlegovanje, se pokažejo pri trditvah A, B, C, K in O. Zdaj tukaj te statistične razlike se pojavljajo v navezavi na spol. Se pravi, tukaj vidite razliko med ženskimi in moškimi. Na levi strani so rezultati raziskave leta 2020, na desni iz raziskave leta 2024. Zdaj, zakaj samo 2 spola? Zato, ker so ostale kategorije onemogočale statistično analizo, ker je bilo pač premalo odgovorov pri osebah, ki se ali identificirajo drugače, oziroma kot ne vem posebej. Zdaj, rekel sem za A, B in C trditev, ker je res že po samih grafičnih prikazih zelo jasno razvidno, da je razlika med ženskim in moškim o temu strinjanju, o tem, ali gre za spolno nadlegovanje. Tu so tudi te malo manj eksplicitne izjave, o katerih sem rekel. Zdaj, mogoče ta razlika pri trditvi B, med letom 2020 in 2024, je tako velika zaradi tega, ker je bila prejšnja trditev, se pravi v raziskavi 2020, drugačna. Mi smo jo spremenili, zaradi tega, ko so tudi kolegice tekom svoje analize opazile, da je mogoče šlo za nerazumevanje predhodne trditve, mi smo jo potem dopolnili, dobili smo pa tudi en mogoče smiselen komentar, en smiselen pomislek, da smo s to trditvijo na nekem spolskem terenu. Sploh v luči trenutne politične situacije, skratka, da bi se lahko interpretirali to kot nek argument za odstranjevanje teh vsebin, kakršnih bolj vsebin, ki so povezane s seksualnostjo izven študijskih programov. Naš namen seveda ni bil tak. Naš namen je tukaj razumevanje neprimernih sprevračanj vsebin, se pravi neke vsebine,
ki so predstavljene neprimerno, nestrokovno, neobjektivno, skratka, neprimerno za akademsko prostor, neprimerno za neko znanstveno disciplino, ampak se zavedamo tega pomisleka. Zdaj, če gremo mogoče še tudi naslednjim trditvam, tukaj se že vidi, da koliko gremo k nekim bolj eksplicitnim, je to strinjanje oziroma razlika v strinjanju bistveno manjše. Sploh pri teh najbolj eksplicitnih, kot je recimo silje, potem prejemanje nekih neželenih sporočil, prisila v spolni odnos in tako dalje. Zadnjo kategorijo smo podali. Zdaj, zato ni podatkov za leto 2020, tukaj je mogoče malo striganje. In tudi tukaj se pokaže razlika, ki je statistično pomembna med temi spolnimi. Zdaj, če gremo mogoče kar naprej, spolni strukturi povzročiteljev oziroma povzročiteljic, se je izkazalo, da prevladuje to, kar se v bistvu izkazalo že pred 4 leti, da večina povzročiteljev spolnega nadlegovanja, oziroma vsaj nekateri pravijo samo moški, nekateri večino moški, prevladuje. Zdaj, tudi tukaj je mogoče opozorilo, mi smo anketo nekako spremenili v želji po skrajšanju in mogoče malo manjši zahtevnosti analize. V predhodni analizi je bil vseh 15 trditev. Je vsaka trditev, če si obkrožil oziroma odkljukal, da si imel s to trditvijo izkušnjo, se pravi, ne nikoli, večkrat, oziroma vsaj redko, se je potem tej trditvi odprlo pod vprašanje in potem to velja za vsak, se pravi, vsaka ta trditev se je 15 trditev imela pogoj, ki je potem pripeljal do še približno 5 vprašanj. Se pravi, vprašanje o storilcu, vprašanje o poziciji, pa še par vprašanj, kateri bi mogoče malo kasneje. Kar je problem tukaj, je pa to, kar sem upozoril na začetku. Da je prišlo do nekega zabrisanja rezultatov, že neke relativizacije posameznih dejanj, tako da če se bomo lotili analize še tako že fakulteti, upam, da se bomo definitivno razmislili o tem, da se stvar poveže. Mi smo potem dodali še eno posebno tabelo s temi trditvami, kjer smo spraševali o tem, a so bili posamezni priče spolnemu nadlegovanju, kar se je pa na koncu izkazalo za mogoče nesmiselno. Po eni strani smo skrajšali predhodno anketo, pa smo pa spet s tem vprašanjem, smo se tega vprašanja malo vprašali. Se nam pa zdela še zmeraj smiselno, drugačna zastavitev vprašanja o tem, ki to je, oziroma kakšna struktura, spolna struktura, pozicijska struktura povzročiteljev, povzročiteljic, na drugačen način, kjer se je tam res točno določilo moški in ženska. Drugo smo tukaj pač za vse naenkrat potem spraševali, samo moški, večino moški in skratka, če se ni prejeli trditvi od tistih 15 prav odgovor, ki je bil več nikoli, si dobil to bolj vprašanje. Tako da mogoče tukaj spet malo zapisane podatke, ampak še vse nakazujejo nek velič problem. Če si pogledamo mogoče še pozicijo povzročiteljev spolnega nadlegovanja, je spet se izkazalo podobno kot v prvi raziskavi, da prevladujejo tudi akademsko osebje v drugi vrsti študijskih kolegic. Skratka, spolno nadlegovanje v akademskem prostoru ostaja neka pereča tema in problematika, s katero se v zadnjih 4 letih nismo bistveno spopadli. Mogoče preden vidimo na neka vprašanja o tem, kako naprej, kako je s pravno ureditvijo, kako je s formalnim redom. Mi smo potem dodali še
okolje spolnega nadlegovanja, neko teorijo, o tem, ki se zanimam, nekaj smo tudi v luči COVID-19 epidemije razmišljali o tem, da mogoče se je v spletnem okolju, v spletnem akademskem okolju pojavilo spolno nadlegovanje, ampak se je v bistvu izkazalo, da ne ravno. Tako da mogoče besedo dajem svoje kolegice, da se s tem malo bolj ukvarjala. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni torej še v moje strani, torej jaz sem Gabriela Rašič in ena izmed sodelujočih se pravi na tem projektu. In sicer, kot je že Andrej zelo lepo poudaril, napovedal, sem se jaz v svojem delu ukvarjala predvsem s tem okoljem. Zdaj, mi smo se odločili, da raziskavo naših cenjenih kolegic, torej iz leta 2020, nadgradimo z okoljem, še eno razsežnostjo, se pravi z okoljem in sicer iz razloga, ker v tem času, kot vemo, se je zgodila torej korona in tako naprej, tako da smo dejansko prisiljeni na nek način pač prideti v veliki meri tudi na virtualno okolje. Tako da, zdaj v grobe bi rekla, da smo se pravi okolje razdelili nekako na fizično, če se pogledamo, torej se pravi študijski proces v prostorih fakultete, to je eno, v času študijskih dejavnosti seveda fizični prostor, v času upravljanja študijske praksi je tudi seveda fizični prostor, po drugi strani študijski proces v virtualnem okolju, tukaj se seveda razumeva maili, različne torej Facebook skupine in tako naprej, skratka vse te skupine oziroma socialna omrežja, ki so na tak ali drugačen način se pravi povezani z akademskimi dejavnostmi. Zdaj, kot vidite na tabli, raziskava oziroma torej projekt je pokazal, da je vendarle v veliki meri ostalo fizično okolje tisto, ki pač prevladuje, ker v virtualnem okolju smo zaznali zgolj torej 6%, okoli 6% torej spolnega nasilja oziroma nadlegovanja. Zdaj, tukaj tečijo, se pravi, kar nekaj odgovorov. Smo se pač vprašali, zakaj tako, in smo nekako prišli na različne pomisleke, ki jih bom pač nadaljevala seveda predstavila, ampak naj na začetku torej povem, da smo, se pravi, v našem nekako teoretičnem delu, ko smo se ukvarjali z kibernetskim nasiljem, natančneje se pravi kibernetsko-spolnim nasiljem oziroma nadlegovanjem, smo videli, da so povzročiteljice oziroma povzročitelji v veliki večini, ko so druge raziskave bile pač narejene po svetu, nekako medvrstniki, kolegi, kolegice, študijski kolegi, študijske kolegice, in ni neke, se pravi, ni neke razdelitve tukaj moči med povzročiteljem oziroma redosledom izkušnjami torej nasilja. Glavna stvar, zakaj je toliko, se pravi, kibernetskega nasploh nasilja, med katerimi se pravi tudi štejemo spolno nasilje, je tako imenovana torej anonimnost, torej nekako smo na spletu zaščiteni oziroma lahko pišemo pod drugim imenom in zato torej lahko odnesemo torej brez posledic. To je nek razlog, zakaj je, se pravi, ta velika mera spolnega nasilja prisotna v virtualnem okolju. No, dajmo se pa zdaj ustaviti pri akademskem okolju in zakaj pa ravno obratno, zakaj anonimnost sploh ne pride v poštev. Namreč, mi če pišemo predvsem pod svojim imenom in priimkom, se pravi v akademskem svetu, imamo svoj mail, imamo svoje, se pravi, neke portale, kjer smo označeni z imenom in priimkom in se lahko zelo hitro pač izsledi, kdo je, se pravi,
kdo je, se pravi, zagrešil neko spolno nasilje oziroma nadlegovanje iz tega razloga. Druga stvar pa je tudi neozaveščenost oziroma o kibernetskem nasilju. Zakaj? Ker je preveč tudi v današnjem svetu kibernetsko nasilje zelo organizirano, nažalost, ker veliko, se pravi, oseb z izkušnjami, torej spolnega nasilja na spletu, je podalo pač izjavo, ja, jaz samo pač ignoriram, ne? Ampak to še ne pomeni, če ignoriramo, da se pač to spolno nasilje oziroma nadlegovanje torej ni zgodilo. Torej, naj zaključim na svojo misel, virtualnega, se pravi, nasilja na virtualnem okolju ni videti, oziroma je zelo malo videti, se pravi, okoli 6%, še vedno torej nekako prevladuje v fizičnem okolju, razlog je pa tukaj mogoče ta neozaveščenost, pa tudi hitra izslednost, se pravi, takih stvari. Tako da, evo, hvala lepa za pozornost. Mogoče spodbuden podatek, da sploh za pedagoge, za pedagoške smeri, da upravljeni študijske prakse, se to ne pojavlja, kar je v bistvu na nek način zelo spodbudno. Zdaj moram upravičiti najno kolegico, veliko hvala, ker je danes z nami. Pa jo moram tudi nadomestiti, sicer moja ekskurzija v pravno sfero bo mogoče malo, ne bom izsegel do koleg, ker se je zelo pripravila v zakonodajo in same postopke, kako in kaj v primeru spolnega nadlegovanja. In tudi napisala obsežno poglavje o razumevanju pravnih aktov v povezavi s to temo, predvsem zato, ker se je mogoče v predhodni raziskavi ustvari nanaša na tiste stvari, ki so tako dobro urejene, kot bi morali biti. Zdaj, jaz se ne bom spuščal konkretno v to, kaj se na formalni ravni oziroma na ravni zakonodaje v Sloveniji, kakšna je sama dikcija, ampak mogoče samo opozorilo, tudi v nadalje za področje raziskovanja spolnega nadlegovanja ali pa mogoče tudi ostalih oblik nasilja in nadlegovanja, da je pri pregledu formalnega okvirja potrebno pogledati kaj več kot samo zakon. Treba je pogledati v sodno prakso, predvsem pa je treba biti pozoren na to, da če izvajamo neko mednarodno primerjavo zakonodaje, da je treba izbrati države, ki imajo podoben pravni sistem. V predhodni raziskavi je bila narejena neka primerjava zakonodaje, ki pa je bila glede na res velike razlike v formalnih okvirih, v sodni praksi, nesmiselna. Po drugi strani je treba opozoriti, da ko gremo na mednarodno primerjavo zakonodaje, je problem v tem, da če ne poznamo jezika države, težko beremo sodno prakso, kar pa v končni fazi na nek način onemogoča primerjavo. To je moj dodatek v zakonodaji, upam, da bo Rebeka poželjnala. Zdaj pa še mogoče na tista vprašanja, ki so bila mogoče malo bolj operativne narave, ki so mogoče malo bolj nesporna oziroma malo manj zabrisana kot tista prejšnja. To so pa vprašanja o formalni ureditvi, o nekih institutih, o pravilnikih, o smernicah, ki jih imamo na fakulteti, na univerzi, ki naj bi si prizadevale neko preprečevanje, pa ki naj bi omogočale neko zavarovanje žrtev oziroma oseb z izkušnjami nasilja. Zdaj, eno od vprašanj, ki smo ga dodali, je, ali veste, da na filozofski fakulteti obstaja institut zaupne osebe. In podatki kažejo, da ker velik delež keterancev, keterank
ne bi, da ta institut zaupnih oseb obstaja. Potem smo vprašali, če poznajo pravilnik, univerzitetni pravilnik na tem področju, še večjo nepoznavanje in seveda smo bili malo predkani in smo dodali še vprašanje o stopni poznavanja in se v bistvu izkaže potem tudi za fakultetni in za etični kodeks fakultete, se izkaže, da v bistvu se tudi poznavanje tistih, čeprav vidimo, da je del zelo majhen, da je poznavanje nekje v srednjih vrednosti. Se pravi, lahko tudi predvidevamo, da je šlo za neko želeno, kako rekel, skratka, da so izpolnjevali anketo v želji, potem pa izpadajo proti mogoče to res poznati pravilnike, pa recimo tudi, če predpostavimo, da te tretjina, ali včasih so že tretjina, včasih še manj, da res poznajo te pravilnike, še vse so te številke nepoznavanja izjemno visoke. Zdaj, po prvi raziskavi leta 2020 se je zgodil nekih ukrepov, spremenil se je pravilnik, se pravi, neki koraki so bili storjeni v smer boljše ureditve tega področja, se pa izkaže, da ne zares dovolj. In pod črto ugotavljamo, da je spolno delovanje v akademskem prostoru še vedno neka aktualna tema, ki bi morala uživati bistveno več pozornosti in pa, da spolno delovanje ostaja zakoreninjeno v samem jedru akademske skupnosti. Mogoče še en problem, ki se dotika zaupnih oseb. Treba je izpostaviti, da seveda zaupne osebe ponujajo tudi na drugih fakultetah, da ne vemo, nismo sicer tudi bolj natančno spraševali, kdo in koliko jih je poseglo po tem institutu. Zdaj, izkaže se mogoče tukaj neko specifično razumevanje spolnega nadaljevanja kot ženski problem, ker recimo samo, če že pogledamo spolno strukturo zaupnih oseb na filozofski fakulteti, so to sami ženski. Kar mogoče nakazuje, da se ali moški s tem noče ukvarjati, pa da se ne čutijo poklicane za to, ampak še vseeno bi bilo smiselno. Zdaj, kako naprej, kaj naprej, dobro vprašanje. Nekaj smo se pogovarjali o izvajanju ankete na drugih fakultetah, zdaj to zaenkrat v začetkih. Bilo bi definitivno smiselno za začetek videti vsaj, kako se stvari kažejo na kakšnih drugih fakultetah, pa recimo za nek začetek 5 drugih fakultet, in da se potem na podlagi teh rezultatov potem pritisne na univerzo, da se to zgodi na celotni ravni, da se izvede neka univerzitetna raziskava, kjer bi v končni fazi dobili bolj temeljit pogled v samo problematiko. Potem pa hkrati, zdaj, če pustimo te neke ideje o širitvi raziskave, bi bilo treba ukrepiti dejavnosti ozaveščanja, organizirati bi bilo treba delavnice, tečaje, seminarje, predavanja, ampak hkrati, poleg vse te organizacije, poleg vseh tega ozaveščanja, bi bilo treba zagotoviti zanesljivo udeležbo akademskega osebja. Akademskega osebja, vseh zaposlenih pa v končni fazi tudi študentske populacije. Zdaj, eden od predlogov, ki smo jih dobili, ki ga je treba mogoče še malo premisliti, prediskutirati, zdaj nekaj časa so bili neki pozivi, da bi se uvedla zaupna oseba iz študentskih vrst, ker v končni fazi so zaupne osebe še vedno akademske osebe. Ampak je problem pri uvajanju študentov, študentk kot zaupne osebe ravno v tem, da se je treba več čas izpopolnjevati, treba hoditi na izobraževanja, hkrati se študijsko življenje ne nujno vedno sklada z nekimi
posebnimi aspiracijami, pa se potem zgodi, da se moraš prepisati, da moraš pauzirati in potem skratka nastane kar cel kup vprašanj. In eden od predlogov je bil, da se na ravni študentskega sveta filozofske fakultete uvede neka zaupna oseba študentka na nek neformalen način. Ampak nisem čist siguren, kako bi bilo to izvedljivo in kako bi bilo to smiselno, ker se mi še vedno zdi, da bi bila neka ta izobraževanja, katerih so deležne ostale zaupne osebe, zelo pomembna. Tako da ja, to je v bistvu z naše strani to, zdaj pa mogoče k vašim vprašanjem, ki verjamem, da jih bo ogromno in veliko. Zdaj, sam komentar, je ful boljš pisalo, ki boš malo. Da ste ful bolj dejansko granati, ko vse tako, ko mu zavljali in povedala, in mislim, da ne bolj razumeli. Ampak vam tako, eno tako, da res, da mogoče bi mogli sem bolj fokusirati na rešitve še, če bi to preprečiti, da bi naredili ljudi močno, da bi se lahko zaprestavili nasilno. To je zdaj zelo dober pomislek, ker malo več pozornosti k samim rešitvam in kaj in kako naprej. Jaz se strinjam s tem. Je res, da je bila to analiza stanja, kako in kaj naprej je dobro vprašanje. Zdaj neki koraki so že naredjeni, nekaj smo tudi povedali, kaj bi bilo smiselno narediti, ampak jaz mislim, da ni problem samo v akademskem prostoru. Akademski prostor je zamejen prostor, pač za namene raziskave smo si izbrali akademski prostor tudi zaradi tega, ker je pač že bila izvedena raziskava, da smo imeli neko možnost primerjave, ampak v končni fazi spolno nadlegovanje je družbeno problem. Ni problem samo fakultete, sploh pa ne samo naše fakultete in bi se te stvari morale začeti, se pravi sensibilizacija, ozaveščanje, izobraževanja, bi se morala začeti veliko prej. Če govorimo o izobraževanju vertikali, definitivno veliko prej. In tudi na ustrezen način, kar pa pomeni, da morajo biti potem tudi strokovni delavci za to usposobljeni. Ampak ja, to so zdaj te klasični odgovori, sistemska rešitev, ki je potrebna. Ampak je, v končni fazi. Ja, evo bi jo še dodala tukaj iz prve roke, torej lahko povem, sploh za virtualno, se pravi nasilje in tako naprej obstajajo marsikakšne delavnice že v osnovnih šolah, pa srednjih šolah, torej v obliki oziroma v kontekstu, se pravi, enega zavoda tudi jaz, se pravi, izvajam, se pravi, nasploh nasilje pač v virtualnem okolju, a ne, potem se pa seveda še dotaknemo spolnega nasilja, tako da se tukaj že neko zaveščevalne službe so se zelo lepo že angažirale, tako da že v osnovnih šolah, kjer pač poteka se pravi sekundarna socializacija in je nekako priprava, se pravi, na življenje, tako da se mi zdi, ja, pomembno, se nam zdi torej pomembno, da ne samo, torej, kot je že Andraž lepo povedal, ne samo, da se fokusiramo na akademsko okolje, ampak v celotni, se pravi, družbi, na ravni celotne družbe. To je res. Mogoče bi bila smiselna rešitev v povezavi s študentsko svetovalnico, ki, kakor vem, je zelo obremenjena. Zdaj, ja, jaz mislim, da bi bila to neka smiselna rešitev, seveda povezavi s oddelkom za psihologijo, ampak je treba mogoče razmišljati tudi o širši vključitvi, ne samo enega oddelka. Vsako da bomo od svojega. Če se zadeva, da če bi predstavljate eno veliko zadeva, da bi lahko ljudje zaupali. Zdaj, načeloma vsak oddelek ima svojega predstavnika v študentskem svetu, ki bi lahko bil neke vrste zaupna oseba, seveda ne v enaki meri, kot so to zaupne osebe, ki se jim prav tako reče, ampak v končni fazi bi
lahko, ne, mislim, imamo res na filozofski fakulteti, mislim, da neko zelo dobro osnovo, ki mogoče ni toliko dobro izkoriščena. Imamo res robusten sistem tutorstva, imamo predstavnike na vsakem oddelku v študentskem svetu, študentske organizacije, ne. Zdaj, da bi uvajal še enega predstavnika, poleg vseh teh predstavnikov, mogoče ni najbolj smisel. Jaz mislim, da bi tukaj mogoče bilo treba narediti nekaj, da se na temu, kar že imamo, mogoče kaj naredi. Zdaj, ne vem, če je najbolj smiselno, da bi bila zaupna oseba iz vrst študentov za vsak oddelek. Zdaj, tukaj je bil poziv, da bi bila vsaj ena na fakulteti, se pravi, da ima tudi študent možnosti k študentu in ne k akademskemu osebi, ker včasih pač je sladko občutljivo. Ampak ja, drugač to ni slaba ideja. Povezava z urekom za psihologijo, pa mogoče tudi boljše izkoriščanje ostalih resursov, ki jih že imamo. Smem dodati? Jaz sem podreka ena od zaupnih oseb na fakulteti, pa nekdo, ki je sodeloval pri pripravi vseh teh stvari. Zdaj, mogoče samo dodam razmisliti, zakaj ne študenti zaupne osebe. Eno je to, da pač zaupne osebe se morajo redno izobraževati. Jaz tudi imam ta izobraževanje, če je za mentorske skupine zaupne osebe. Dobro je, da zaupne osebe imajo osnovne informacije. Zdaj, vloga zaupne osebe ni psihosocialne narave, ampak je samo te formalne narave, v smislu, da oseba, ko se obrne, ji pove, kaj so njene možnosti, na koga se vse lahko obrnejo, pospremi in podobno. Zato je dobro, da je morda nekdo, ki je tudi bližje nekim funkcijami, lažje pomaga, stopi do dihanja in tako. Vloga študentov, pa jaz vidim kot zelo dobro, je pa to, da je neka neformalna zaupna oseba v smislu. Študent, ki se ne upa priti do mene kot profesorica, ga pospremi nek drugi študent, ki ima mogoče malo več nekega zaupanja in mu pomaga, da lahko potem pride do zaupne osebe, ga pospremi k zaupne osebe. Torej, sploh, če je to nek mlajši študentka, ki se ne upa in podobno, pa da imate to neformalno vlogo, ne vem, nekdo pride do Andraža, pa mu pove, če pa ki se ne upam, pa ga on pomeri, profesor Zapodreka je, pejmo do nje po nasvet, na ta način. To se mi zdi ena dobra rešitev. Se mogoče znotraj vzpostavi neko to več nivojev, kako priti potem do višjih. Ja, se v bistvu na nek nezaveden način se že na nek način izpodbujal študente znotraj sveta, da se gre do zaupnih oseb, nekaj da tudi takšnih stvari. Tako da ja, jaz mislim, da je to kar dober, se strinjam s pomisleki glede neke formalne uvedbe študentke, ki bi bila zaupna oseba in razumem te pomisleke. Se pa strinjam, zato neformalno bi bilo smiselno res spodbujati, oziroma bomo še naprej spodbujali. Mogoče samo še en pomislek, zakaj je samo za to znanje, je tudi zaradi bremenikov vas. To so bremenjujoče zgodbe in zdaj, veste, če nekdo pride z neko izkušnjo in zahteva se vam izpove, in potem vi prevzamete to vlogo reševanja, to ni fajn. Je dobro, ker tudi mi ponavadi poleg ekipo vključimo in se to lahko zgodi, vi se hitro počutite dolžni, da morate, pa ne zmorete, tako da to je pomembno, ne vem, da za zaščito vas. Ja, definitivno je to kar veliko odgovornost. Ja, vse za to. Še kakšno vprašanje? Ne? V redu? Potem jaz mislim, da lahko na tej točki zaključimo. Hvala vsem, da ste prišli. Hvala še z moje strani.